V Centru Korak smo leta 2003 pridobili koncesijo Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve za izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Takrat smo delovali v starem Ibijevem vrtcu. Leta 2009, ko smo pridobili širitev koncesije, pa smo se preselili v prostore dijaškega in študentskega doma, kjer ostajamo vsa ta leta. Leta 2011 je prav tako zelo pomemben mejnik, saj smo takrat preko evropskega projekta pridobili in ustanovili zaposlitveni center Korak, kjer danes zaposlujemo 10 oseb z invalidnostjo. Z zaposlitvenim centrom smo želeli uporabnikom ponuditi izhod iz programa rehabilitacije v zaposlitev na zaščitenem delovnem mestu. Skozi vsa ta leta smo vzpostavili mnoga sodelovanja v lokalnem okolju z mestno občino Kranj in pa seveda z društvom Klub En korak več. Z njimi smo z našimi bazarji na Brdu in koncerti dosegli vključenost naših uporabnikov v okolje in hkrati mislim, da dosegli visoko stopnjo prepoznavnosti. Danes je k nam vključenih 52 uporabnikov. Ljudi, ki so živeli običajno življenje, hodili v službo, skrbeli za svoje družine, v svojem prostem času igrali nogomet, planinarili, hodili v kino, vozili avto. Potem pa so si bodisi v prometni nesreči, pri športu, bodisi po možganski kapi ali zaradi kakšnih drugih bolezenskih stanj poškodovali možgane. Medicina danes s svojim napredkom omogoča vse višjo stopnjo preživetosti. V Koraku pa se trudimo, da s programom dolgotrajne rehabilitacije omogočimo čim bolj samostojno in kakovostno življenje tistemu, ki se je poškodoval, in tudi njihovim družinskim članom. Da delamo dobro, nam pritrjujejo uporabniki, njihovi svojci in strokovne institucije, s katerimi sodelujemo. Potrditev pa smo dobili tudi kot prejemniki EQUAS-a, Evropskega certifikata za izvajalce socialno-varstvenih storitev in certifikat za družbeno odgovornega delodajalca. Ponosna sem, da vsa ta leta zavzeto razvijamo strokovni program in skupaj s kolegi iz Centra Naprej iz Maribora pomagamo usposabljati tudi kolege v drugih delih Slovenije, kjer programa za dolgotrajno rehabilitacijo po pridobljeni možganski poškodbi še nimajo. Center Korak je organiziran kot dnevni center. To pomeni, da uporabniki ne živijo v centru, ampak se vanj vključujejo med 7 in 15 uro v minimalnem obsegu 5 ur na dan. Dan je organiziran tako, da zjutraj uporabniki prihajajo med 7 in pol 9 uro. To je tudi čas druženja, jutranje telovadbe, tudi prvih obravnav. Po zajtrku pa nastopi ključno obdobje dneva, to je med 9 in 12:30 uro, ko je čas za 3 jedrne aktivnosti. To so individualne obravnave, skupinske aktivnosti in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Zatem sledi topel obrok, po toplem obroku pa postopoma odhodi domov. Individualne obravnave potekajo na področju fizioterapije, delovne terapije, socialnega dela, socialne pedagogike, psihologije, zdravstvene nege, logopedije, sodelujemo pa tudi z psihiatrom. V okviru skupinskih aktivnosti imamo širok nabor vsebin, tako da uporabniki sami izberejo, v katere aktivnosti se bodo vključevali. Trenutno potekajo bralna skupina, zrcalo tedna, skupinski kognitivni trening možgančkanje, slikarska skupina, angleščina, skupina Kaj bi rad izvedel, glasbene urice, študijski krožek in druge. Ko pa uporabniki niso vključeni v individualne obravnave ali v skupinske aktivnosti, se vključujejo v zaposlitev pod posebnimi pogoji, kjer se trenutno največ
ustvarja z glino. Program centra Korak je torej zelo obsežen in zato, da lahko uporabnik v polnosti izkoristi možnosti, ki jih ponuja program in da ne nastane zmeda, je nujno potrebno, da se z uporabnikom skrbno izdela individualni načrt rehabilitacije in da se tudi izdela dnevni in tedenski urnik. Januarja 2014 me je v Ljubljani na Šmartinski izbil avto. Ker je bila ta nesreča samo mojim svojcem, rekli zdravniki, da so nekako 3% možnosti, da preživim, a zdaj že več kot 8 let od tega in še vedno sem. Pa imela sem od začetka zelo velike težave z vsem. Bila sem doma in potem se je leta 2017 sprostilo mesto v centru Korak in sem ga začela konec maja 2017 obiskovati. Tukaj se res poznajo, prav je viden ta napredek. Po moje, da prav tudi vsi ljudje ne vidijo, da se to moje bivanje v centru Korak prav tako fajn obrestuje. Individualne obravnave v programu rehabilitacijske pedagogike obsegajo razbremenilne pogovore, predvsem pa trening kognitivnih sposobnosti, ki so po pridobljeni možganski poškodbi pogosto okrnjene. Uporabniki imajo težave s spominom, koncentracijo, izvršilnimi funkcijami, z orientacijo v času in prostoru, spuščanjem informacij v vidnem polju, z razumevanjem besedil. V nekaterih primerih pa se učimo ponovnega govora, branja, pisanja in računanja. Gre za težave, ki pri osebah po pridobljeni možganski poškodbi pogosto navzven niso opazne, vendar jih lahko zelo ovirajo. Cilj individualnih pedagoških obravnav je torej, da uporabnik glede na svoje težave razvija kognitivne sposobnosti, s čimer posredno vplivamo na višjo stopnjo samostojnosti v njegovem vsakdanjem življenju. Pogostost izvajanja in ciljna usmerjenost obravnav se razlikuje glede na potrebe uporabnika in njegov individualni načrt, ki ga sestavljamo skupaj z uporabnikom. Program rehabilitacijske pedagogike se izvaja z uporabo tehnike papir-svinčnik in različnega didaktičnega materiala, tudi na primer s pomočjo komunikacijske knjige, ki omogoča lažje sporazumevanje. Tablični računalnik, računalnik, interaktivna tabla, to so vsi pripomočki, s čimer se v določenih primerih omogoči kvalitetnejše učenje kognitivnih funkcij in hkrati dosega tudi druge cilje v procesu posameznikove rehabilitacije. Poleg individualnih obravnav pa pripravljamo tudi skupinski kognitivni trening. Ta poteka tako, da vnaprej pripravimo različne vaje z področja kognicije, ki jih potem rešujemo v skupini. Vaje so z področja jezika, računskih sposobnosti, spomina, pozornosti, vidno-prostorskih predstav, reševanja problemov, logičnega mišljenja in miselne fleksibilnosti. Pri reševanju imajo uporabniki nudeno pomoč s strani varuhov, spremljevalcev ali prostovoljcev. Vsak tako dobi toliko pomoči, kot jo potrebuje. Tako se lahko posamezna naloga prilagodi uporabniku in njegovim sposobnostim. Vseeno pa se preko skupinskega reševanja spodbuja tista pozitivna tekmovalnost, ki uporabnike spodbuja k samoaktivaciji.
Pomemben del rehabilitacije oseb po pridobljeni možganski poškodbi je tudi vključevanje v lokalno okolje, pri čemer prostovoljci prav tako pogosto odigrajo ključno vlogo, ko prihajajo k nam. Večkrat tudi uporabnikom omogočijo spremstvo v zunanje okolje ali pa popestrijo naš program z različnimi aktivnostmi. V centru Korak enkrat tedensko potekajo tudi kombinirane obravnave z zunanjo sodelavko logopedinjo. Obravnave obsegajo vsa področja govorno-jezikovne komunikacije, izražanje, razumevanje, branje in pisanje. Pomemben element pa je tudi uvajanje postopkov nadomestne ali dopolnilne komunikacije, kadar pač ni mogoče vzpostaviti običajne. V centru Korak si želimo, da bi bile informacije dostopne vsem našim uporabnikom. Zato smo skupaj z njimi pripravili določene dokumente, kot so jedilnik, hišni red, pritožbena pot, pravice in dolžnosti uporabnikov v lahkem branju. Plezal sem na planjavo, pri plezanju sem padel in se je zdrl en klin. Pri padcu sem zanihal stran od stene in nazaj v steno. Pri tem se mi je razbila čelada. Srečal sem v čelado, če ne bi se moja glava. Bil sem v komi en mesec. V glavi so mi zamenjali lobanjsko dno. Trajalo je precej časa, preden sem sploh prišel k sebi. Še zdaj ni čisto v redu, se dela na tem, so že poznani napredki, izboljšanje, tako da upimo, da gre samo tako na boljše. In mi zdaj Korak nudi vse terapije in pač družbo, dobro se počutim v Koraku, tako da je Korak super. Kolesarim še, smo ravno danes sem prišel z kolesarske ture, smo naredili 20 kilometrov. Imejte čelade, mogoče se vam zdi neumno, da ko imam čelado, se ne bom padel, ampak ja, tega ne morete vedeti. Psihološko delo v rehabilitaciji sledi tako imenovanemu pristopu celovitosti. Psihološka obravnava pa se osredotoča na intelektualni, čustveni, socialni, psihološki ter vedenjski vidik posameznega uporabnika. Posameznikom se lahko po poškodbi možgan spremeni perspektiva življenja, spremljata ga strah in negotovost. Tekom psiholoških obravnav uporabnikom pomagamo s spoprijemanjem s spremenjenimi čustvi ter z drugimi spremembami na področju vedenja ter socialnega funkcioniranja. Psihološka obravnava nudi suportivno, motivacijsko svetovalne razgovore, velik del pa je namenjen psihoedukaciji, saj je uporabnik največkrat, ko vstopi v proces rehabilitacije, nima ustreznega vpogleda ali vedenja, kaj se z njim na psihičnem področju dogaja. Z namenom postavljanja individualnih ciljev pri posameznem uporabniku ter z namenom poteka procesa rehabilitacije in kontinuiranega spremljanja, psiholog vključuje tudi psihodiagnostiko. Del individualnih obravnav namenimo tudi specifičnemu kognitivnemu treningu, kjer z raznimi kognitivnimi vajami ter drugimi preizkušnjami vplivamo na vzpostavljanje in ojačevanje novih in obstoječih nevronskih povezav. Psiholog uporabnika spremlja od vsega začetka, saj sodeluje v komisiji za sprejem,
Tako se z njim seznani še pred vstopom v center Korak, kar omogoča hitre intervencije in dobro načrtovano rehabilitacijo. Eno izmed pomembnih področij je mentorstvo študentom psihologije in biopsihologije, saj smo močna učna baza različnim fakultetam, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o mentorstvu. Naloga zaposlenih v službi zdravstvene nege v centru Korak je, da posameznikom s pridobljeno možgansko poškodbo zagotavljamo kvalitetno dolgotrajno rehabilitacijo, zdravstveno nego in oskrbo. Zdravstvena nega poteka v celotnem procesu rehabilitacije uporabnika, saj se z novonastalimi negovalnimi problemi pri zagotavljanju temeljnih življenjskih aktivnosti uporabnik srečuje sproti. V tem procesu se vključuje zdravstveno negovalno osebje, ki je uporabniku in svojcem v pomoč in podporo, da se uporabnik čim bolje sooči z negovalnimi problemi, ki nastanejo po pridobljeni poškodbi možganov. Najpogostejši negovalni problemi, s katerimi se srečuje osebje pri uporabnikih, so težave pri zaznavnih funkcijah, težave pri gibanju, težave pri sporazumevanju, težave pri spoznavnih funkcijah, težave pri čustvenem doživljanju in vedenjske spremembe. Ob navedenih negovalnih problemih, ki so nekako specifični za uporabnike s pridobljeno možgansko poškodbo, je glavna naloga zdravstveno-negovalnega kadra v centru Korak skrb za zagotavljanje vseh temeljnih življenjskih aktivnosti naših uporabnikov. Prav tako zdravstveno-negovalni kader v centru Korak skrbi za pripravo in aplikacijo strani zdravnika predpisane medikamentozne terapije, merjenje vitalnih funkcij, splošno spremljanje in beleženje zdravstvenega stanja uporabnikov, zdravstveno vzgojno delo, individualno in skupinsko, in po potrebi nudimo pomoč uporabnikom pri naročanju na preglede in preiskave. Osebno sem mnenja, da je dober odnos med medicinsko sestro in uporabnikom predpogoj za celostno obravnavo uporabnika. Naloga medicinske sestre je prepoznati uporabnikove potrebe in mu nuditi pomoč, svoje znanje in informacije za čim boljše soočanje uporabnika z boleznijo ali poškodbo, ter ga optimalno, tako fizično kakor psihično, pripraviti na sodelovanje pri rehabilitaciji, ki bo posledično dala veliko boljše rezultate uporabniku in zadovoljstvo za dobro opravljeno delo osebju centra Korak. Delovna terapija pomaga posamezniku, da kljub njegovemu stanju, poškodbi ali bolezni in zmanjšani zmožnosti čim bolj samostojno opravlja njemu smiselne in pomembne vsakodnevne aktivnosti. Osredotoča se na uporabnikova močna področja in želje. Delovni terapevti ohranjamo, krepimo, ponovno vzpostavljamo ali učimo funkcije in spretnosti, ki jih uporabnik potrebuje za čim bolj optimalno in samostojno funkcioniranje. S prilagoditvijo aktivnosti, okolja ter z različnimi pripomočki uporabniku zagotovimo čim bolj učinkovito izvajanje aktivnosti. Vključujemo se v vsa področja človekovega delovanja. To so skrb zase, delo oziroma produktivnost, prosti čas ter vključevanje v družbo in si prizadevamo za ravnotežje med temi področji. Obravnave so lahko usmerjene v izboljšanje ali nadomestitev izgubljene telesne funkcije oziroma spretnosti, učenje novih vzorcev gibanja, preprečevanje ali zmanjšanje spastičnosti, trening dnevnih aktivnosti ali ohranjanje in izboljšanje kognitivnih sposobnosti. Obravnave potekajo individualno v prostorih delovne terapije, v prostorih centra Korak ali pa v konkretnih situaciji v širši okolici in tudi v skupinah. Cilj obravnav je samostojno, učinkovito in varno izvajanje naučenih aktivnosti,
kar prispeva k kvalitetnejšemu življenju in večjemu zadovoljstvu. Pomemben je tudi prenos naučenih aktivnosti v širše socialno okolje, predvsem v domače okolje, ki naj bi bilo podprto tudi s strani svojcev. Uporabniki aktivno sodelujejo pri postavljanju prioritetnih ciljev, obravnav in končni evalvaciji. Leta 2013 smo šli v Avstrijo smučat. Padla sem. Operirali so me v kliniki v Celovcu, po operaciji pa sem imela še možgansko kap. V komi sem bila 5 tednov. Najtežje mi je bilo, da nisem mogla povedati ničesar. V Koraku redno vadim z logopedinjo in socialno pedagoginjo in moj govor se vsak dan izboljšuje. Delam pa tudi vaje za pozornost, spomin, pisanje in računanje. V centru Korak izvajamo nevrofizioterapijo, ki obravnava poškodbe ali okvare osrednjega živčnega sistema. Gre za ponovno učenje ali izboljšanje izvajanja aktivnosti, pri čemer je v ospredju kakovost in kontrola gibanja med samo izvedbo aktivnosti. Skupaj z uporabnikom postavimo cilje. Pri načrtovanju obravnav v prvi vrsti upoštevamo njegove želje in stremimo k čim večji samostojnosti. Pri postavljanju ciljev se oziramo na fizioterapevtsko oceno, stanje, spretnosti in sposobnosti uporabnika. Uporabniki se z namenom izboljševanja kvalitete življenja in vključevanja v okolje v okviru fizioterapevtskih obravnav udeležujejo tudi različnih športnih aktivnosti, kot so kolesarjenje, terapevtska in nordijska hoja, športno plezanje, plavanje, smučanje, odbojka na mivki ter drugi ravnotežnostni koordinacijski izzivi. Poleg individualnih in skupinskih obravnav se za vzdrževanje splošne telesne vzdržljivosti in mišične moči poslužujemo vadbe na trenažerjih, na primer sobno kolo, tekalna steza in Orbitrek. Med fizioterapevtsko obravnavo precej pozornosti namenimo tudi urjenju miselnih sposobnosti na senzornih prilivih in njihovem prepoznavanju, kar ima velik pomen za načrtovanje ustreznih in kvalitetnih motoričnih odgovorov. V centru Korak poleg klasičnih uporabljamo tudi sodobne nevrofizioterapevtske pristope, med drugim uporabljamo naprave z vidno povratno zanko, kot so naprava za vadbo ravnotežja, balans trener, robotska rokavica Gloreha, s pomočjo katere uporabniki uporabljajo svojo slabšo roko v funkcijskih nalogah, kot na primer prijemanje predmetov in rokovanje z njimi. Rehabilitacija po pridobljeni možganski poškodbi je dolgotrajen proces, ki se nikoli ne konča, vendar pa lahko s pozitivnim pristopom in ciljno usmerjeno terapijo izboljšamo proces okrevanja in uporabnikom omogočimo čim večjo samostojnost v domačem in širšem socialnem okolju. Glavnino našega programa Zaposlitev pod posebnimi pogoji predstavljajo glineni, dekorativni in uporabni izdelki in izdelki iz stekla, voščilnice ter darilna embalaža za vse izdelke. Z nami sodelujejo tudi prostovoljci, nekateri za dvig razpoloženja, druženje, drugi pa kreativno pomagajo s svojim znanjem, tako pri lesni delavnici,
kjer izdelujejo košarice in pri velikonočnem programu velikonočne gubance oziroma butarce. Pri tem nam zunanji sodelavci povrnajo in ohranjajo delovno vzdušje in sposobnost. Celosten program pa krepi uporabnika osebni razvoj, dviguje se samopodoba, občutek lastne vrednosti in pripadnosti, sodelovanje v dinamičnem okolju in pri tem obvladovanju motečih dejavnikov. Razvijajo oziroma ohranjajo grobo in fino motoriko z različnimi fazami pri izrezovanju in oblikovanju gline in stekla. Pri tem sodelujejo vsi uporabniki, nekateri že v samem začetku rehabilitacije. Drugi pa so prisotni pri različnih fazah, retuširanje, barvanje in glaziranje izdelka. Največja nagrada pri tem je, da vidijo svoj produkt, izdelek, o katerem se pogovorimo o malenkostih, nepravilnostih, ki so nastale, to se pravi, da se vključujejo v sam proces dela. Vse naše izdelke si je možno ogledati in kupiti v trgovini v centru Korak, na stojnicah, v posameznih trgovinah v Kranju in Ljubljani. Skupaj z zaposlitvenim centrom imamo spletno stran, kjer si je možno ogledati in naročiti naše izdelke. Delo je tesno povezano z dostojanstvom slehernega človeka in je eden izmed osrednjih stebrov identitete vsakega posameznika. Osebe s pridobljeno možgansko poškodbo, vključene v program dolgotrajne rehabilitacije, ta del identitete izgubijo ali pa jim je okrnjen. Delo pod posebnimi pogoji je aktivnost, v katero se uporabniki vključujejo prostovoljno, skladno s svojimi interesi, sposobnostmi in individualnim načrtom rehabilitacije. V procesu dela uporabnikom ves čas zagotavljamo vodenje in po potrebi pomoč. Navodila za delo podajamo na kratek, jasen, razumljiv način, jih po potrebi ponovimo in preverjamo, ali so bila razumljena. V delo pod posebnimi pogoji umeščamo tudi gospodinjska dela in delo opravljeno zunaj prostorov centra. Na primer delo na vrtu, prodaja izdelkov na stojnicah. Delamo v manjših skupinah, kjer spodbujamo druženje in povezovanje. Skrbimo za razvijanje komunikacije med uporabniki in krepimo ekipno vzdušje in pripadnost. Spremljamo tudi počutje uporabnikom in zagotavljamo čas za aktivne odmore in počitek. Izrednega pomena sta tudi interdisciplinarno delo in povezovanje strokovnih delavcev pri delu v skupini in povezovanje z delovnim inštruktorjem v smislu prenosa naučenih znanj iz individualnih obravnav na delo pod posebnimi pogoji. Nenazadnje, delo pod posebnimi pogoji omogoča tudi spremljanje lastnega napredka in uvid v delovne zmožnosti. Prej sem bil, ko sem še videl, zdaj sem slepa oseba, ko sem videl, sem bil mizar. In kaj naj vam povem, v bistvu tole mi je še nekako ostal, da dobim en občutek nazaj mizarja. Tako pač imam še grif, da pooblam lahko, pa nastrižem te oblance. Tako da to mi je še ostal od tišlarije, kar lahko sam naredim. Tako da tudi le, da po rondilco dobim, lahko pooblam sam, lahko nastrižem, pa čutim oblanc, da je kvaliteten. Recimo, da poje lahko naredijo butarce. Tako da to mi še tisti en von po mizarstvu še nazaj mi kliče. Po nesreči pa tudi nekako me je šport dal nove zagone in sem pač začel teči
In do tega, ko sem se začel ukvarjati profesionalno športom, sem tudi dosegel normo za olimpijske igre v Riu in tam sem dosegel 8. mesto in na to sem zelo ponosen, ker ni mačji kašelj 8 biti na svetu. Poleg tega športa teka sem pa tudi vzljubil tudi vrtno kegljanje in stezno kegljanje in to vrtno kegljanje mi omogočajo v centru Korak v dopoldanskem času. Na timskih sestankih vse storitve dolgotrajne rehabilitacije vodi, usklajuje in evalvira strokovni tim z zaposlenimi iz področja zdravstva in socialnega varstva. Ponosni smo, da s posameznimi partnerji sodelujemo v projektih. Poleg tega smo zadovoljni, da preko uspehov na razpisih uporabnikom omogočamo bogat program. Sodelujemo z zdravstvenimi ustanovami, socialnimi, izobraževalnimi ustanovami ter drugimi organizacijami. Poleg dostojanstva, topline, fleksibilnosti, samostojnosti je strokovnost ena izmed naših temeljnih vrednot. Zavedamo se, kako pomembno je, da delimo naše znanje z drugimi strokovnjaki. V spodbudni organizacijski klimi zaposleni ustvarjamo strokovne, znanstveno-raziskovalne, empirične in teoretične prispevke, ki jih aktivno predstavljamo na strokovnih kongresih nacionalne, evropske in mednarodne ravni. Naši strokovni prispevki pa so objavljeni tudi v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah. Zaposlitveni center Korak je bil ustanovljen leta 2012 zaradi nezaposljivosti uporabnikov centra Korak, ki so uspešno zaključili rehabilitacijo, a zaradi svoje invalidnosti niso dobili zaposlitve. V zaposlitvenem centru Korak nudimo delo na zaščitenem delovnem mestu. Ljudje pridejo k nam po zdravstveni rehabilitaciji z odločbo o invalidnosti v iskanju službe, ki jim bo omogočila dostojno življenje. Tukaj v zaposlitvenem centru Korak se trudimo to tudi storiti. Usmerjeni smo v 3 smeri. Keramično delavnico, to je izdelava posod, zeleni program, urejanje okolice, košnja in mizarska delavnica, kjer izdelujemo lesene igrače. Sodelujemo pa tudi s podjetji, ki lahko naročajo poslovna darila ali imajo opravljene storitve, kot so na primer urejanje poslovnih prostorov in s tem uredijo invalidske kvote. Leta 2009 sem imel prometno nesrečo in so me odpeljali v klinični center. Tam je bilo zelo hude poškodbe, tako da sem bil potem 2 meseca v kliničnem. Potem sem bil še na rehabilitaciji na Soči 4 mesece. Po 6 mesecih sem dobil možnost, da sem prišel v Korak in so me potem, vsak dan so me prišli iskat, pa domov pripeljati, pa rehabilitacijo v napredku, podobno kot na Soč, tako da sem se kar dobro uštimal, zrihtal. No, tako potem po zaključeni tudi moji bolniški, sem bil nekaj časa brezposeln, potem se je pa pojavila priložnost, da se zaposlim v zaposlitvenem centru Korak. Najprej sem začel veliko z lesom,
Zdaj sem pa tudi bolj tlele na glini. Pa ustvarjamo razne izdelke, šalice, posodke. Največji s livno glino v kalupe, kjer se posuši, pa se pa malo zretušira, pa poslika, pa pride tak lep izdelek pa na koncu. V knjigo, ki smo jo napisali skupaj s kolegi iz Centra Naprej iz Maribora, Dolgotrajna rehabilitacija oseb s pridobljeno poškodbo, predlog smernic za nacionalne standarde, nam je v spremni besedi varuh človekovih pravic Peter Svetina zapisal takole. Spoštovanje človeka in njegovega dostojanstva, strokovni pristop k celostni obravnavi ter vključevanje v skupnost je rdeča nit smernic. Strokovnost in človekovo dostojanstvo. To je tudi rdeča nit našega centra Korak.